Namreč z nami so danes tudi ustvarjalci tega filma, režiserka, nekaj igralcev, somentor, naš domačin, Uroš Raztresen. Vse vas lepo vabim, da pridete sem na oder in nam razkrijete kakšne malenkosti razodetja in film so bili kar močni. Tako da verjetno ste ostali kar brez besed. Mislim, da oni nam bojo pa znali kaj bolj povedati, pa nas predvsem povedati, kako uspe mladim študentom, gre namreč za film študentov višje medijske šole iz Novega mesta pod mentorstvom Maje Weiss in somentorstvom Uroša Raztresena, ki so naredili ta film. Izvolite. Dobro večer, vsem skupaj. Hvala, da ste prišli na ogled. Kako začeti tak pogovor, ko imaš pred sabo svoje študente? Mogoče bom najprej iz tega profesorskega vidika. V moji skupini je tam 20 do 30 študentov, odvisno od generacije, kako pride. Zdaj nekako so razdeljeni recimo do 3 grupe. Eni so taki, ki čakajo pred vrati, ko prideš. Eni so taki, ki pridejo 10 minut za tem, ko ti prideš. Pa so še eni taki, ki ne pridejo sploh, ali pa jih velikokrat ni. Kaj mislite, kateri so bili oni? Kaj še ne bilo pred vratmi? No, oni so bili tisti, ki ne pridejo skoraj nikoli. Zato, ker so zmeraj imeli izgovor, da snemajo film. In mislim, da je to, kar smo zdaj videli tukaj, več vredno kot tista prisotnost, ki so jo izkazali na vajah in predavanjih, ker so imeli nek cilj. Imeli so cilj in prišli so na šolo samo za tiste stvari, ki so jih potrebovali, in to je bilo njim dovolj, da so sestavili skupaj tak film. Tako da še se sprašujemo potem po ogledu tega filma, kaj je potrebno v življenju, da naredimo ta preklop v glavi, kaj je tisto sploh, kaj potrebujemo, kaj cenimo in za čem gremo. Mislim, da vi ste svoje vaje pri meni vsi upravili, tudi brez prisotnosti, čeprav je bila zahtevana 80%, in naredili ste veliko več. Pustili ste nekaj, kar bodo še generacije za vami lahko gledale in upam, da se tudi iz tega kaj naučili. Tako da jaz bi vam tukaj iskreno zaploskal, glede na to, da sem en delček malenkost nekako vprašanje odgovoril, bil v kontaktu s tem, kaj se dogaja v filmu, ampak danes sem ga prvič pogledal v celoti. Tak je naš tempo vseh, ne? Tak je naš tempo, ki v bistvu nas tak film potem strezni, da se moramo včasih postaviti, pa se postaviti v to zgodbo, kaj je pomembno in koliko časa imamo na voljo. In kaj so prioritete, ne? Sara, boš ti mogoče začela s tem, iz kje je inspiracija in zakaj začetek za tako zgodbo? Zakaj niste šli, ne vem, skakati po gozdu pa s kolesi se loviti, recimo? Od kje je taka zgodba? No, smrt, tema smrt, je zelo taka tabu tema in ravno zaradi tega sem se odločila, da bomo pač to prikazali. Tudi meni bolj leži, oziroma take bolj žalostne zgodbe, veliko bolj kot pa kakve komedije. Ne vem, ker vseeno veliko bolj cenim, in mislim, da tudi bolj sprejeto je med ljudi, ker se lahko pač povežejo bolj s takim filmom, ker so marsikdo izmed vas tudi tukaj je kaj takega že doživel, kakšne takšne hude težave ali pa kakšno smrt v družini, to vsak enkrat to živi. In
tudi meni je umrla stara mama, na katero sem bila res zelo navezana. In ravno iz tega sem potem jemala motivacijo, no takrat sem tudi prvič spoznala v življenju, kaj pomeni dejanska žalost. In zaradi tega sem se potem tudi odločila za tak film. In ni mi žal, nikoli mi ne bo žal in res sem vesela sem tudi, da ste danes prišli in nas s tem podprli. In res zahvalna sem čisto vsakmu, ki je tudi sodeloval v tem filmu in res hvala iz srca. Zaključek tega je, da življenje piše svojo zgodbo, sigurno, ne? Ampak povej mi, kako si ti pisala to zgodbo? A si ti je ta zgodba začela razpletati tako nekaj ključne zgodbo, ali si se odločila, da greš posnet film? Napisala si cel tekst za cel film. Tako, jaz sem prvo mislila posnet 10-minutni film, ne? To je bilo mišljeno, da bo 10-minutni film, kratki film za diplomsko nalogo, ne? Potem so pa kar zgodbe prihajale same do mene. Torej ta fant, ki je izgubil nogo, je od snemalca bratranec, ne? In smo potem zaradi tega se odločili, da bomo še njegovo zgodbo prikazali, ne? Špelo, ki je medicinska sestra, sem spoznala preko ene kolegice, ne? In sem rekla, wow, jaz to hočem imeti tudi v filmu. Marcelova zgodba, ne? Je pa potem pika na i, da smo jo še dodali, ne? Ampak Marcelova zgodba je bila dejansko začetna, ne? In samo njo bi mogli prikazati v tem filmu, ko so pa še dve dodatne pršle, ne? Ja. Tako da, no, ni to njegova zgodba, ne, resnična, ni tako, ne, ampak smo jemali iz resničnih dogodkov, ne, ker velike samomorov, vse povsod, no, velike, pač zelo taka aktualna tema je, no, in potem smo jo, ni pa pač to njegova direktna zgodba, ne, da nam pomote, je rekel, ne rečem, da not. Tako da ja, tako je nastal iz 10-minutnega filma na začetku, ki bi mogel biti 90-minutni. Poznam iz lastnih izkušenj. Pa tudi moja ekipa gor, ki vidim, da budno spremljajo in je spremljala film, ne? Pa Klemena bi pozdravil tukaj iz tega mesta, ki je belokranjski publiki še dolželen film. Tako da še ni pozno, Klemen. Domen, eno vprašanje direkt za tebe. Spomnim se, ko si prišel enkrat na vaje, pa si rekel, profesor, kjer aparat kaj zdaj, kaj misliš o tem, ne? Tako pač je bila debata. Pa Domen pride čez 2 tedna in pove pač, da si je kupil ta aparat, ne? In potem posnameš cel film, v bistvu z nekim orodjem, ki je bil tvoj vložek oziroma naložba, lahko rečemo temu, ne? Ker sem prepričan, da če boš šel po stopinjah nas, ki delamo v tem svetu, da boš definitivno s tem orodjem naredil še veliko filmov, ne? Pa ne da je to za tako soprema, ampak na ta način gradiš, ne? Pokazal si, da se da z minimalnim vložkom narediti ogromno, ne? Na kak način, koliko časa ste porabili, povej nekaj o snemanju, recimo? Jaz moram izpostaviti pa še se posebej zahvaljati Uršo, čeprav sem bil mogoče 5 minut propol, ko je teh 5 minut preneslo dost znanja, da sem ga v bistvu lahko tudi pri tem filmu uporabil. Snemali smo 22 dni, po cele dni, to ni 8-urni delovnik, ampak je bilo res od 7 zjutraj pa do 20 ure zvečer, včasih tudi še več. Ena zanimiva prigoda je bila recimo v bolnišnici Brežice, ko smo bili v bistvu cel dan tam in smo na koncu rekli, a bi mi prespali v bolnici, ker se nam ni res več dalo iti sploh domov, bile so posle tam preštivane za nas direkt. Najhujše to res, ko si čist iz sebe, ker imaš to dela in potem moraš vso opremo pospraviti, vsa ta stojala, vsa studijske luči in tako dalje. Tako da to je iz moje strani, no, kar se tiče snemanja. Je pa zelo zanimivo, recimo, opažam razliko med hollywoodskim filmom, kjer v bistvu so vsak zase tam in se v bistvu ne poveže toliko. Tukaj je pa v bistvu šlo za eno družinsko energijo, vsi smo dali največ, kar lahko. Tudi presmejali smo se res, tudi po pol ure v eno, ker nismo eno sceno mogli posneti. In je bilo res zabavna izkušnja. In pa hkrati se naučiš tudi, greš med poklice, greš med zdravnike, greš med raznovrstne, raznolike poklice in se v bistvu tudi izobražuješ v njih med tem snemanjem filma.
Jaz bi samo še povedala, da v tem filmu čisto vsak, vsi igralci, no, razen tisti najeti, no, tele bolj mi, ko smo prijatelji, je imel vsaj 3 vloge, ne, niso sami igrali, ampak so tudi držali mikrofon in marsikaj drugega, ne, tako da tako je bilo pri nam. Tako da so se tudi kaj naučili, ne samo igrati, ampak tudi držati mikrofon. Nekateri so tudi tudaj prijeli za kamero, naprimer tale gospod tukaj je tudi asistent kamere, ne, je tudi pomagal domno posnet, potem imamo še eno punco, ki je pomagala, jaz sem tudi pomagala par kadrov posnet, ne, tako da vsak se je preizkusil v večjih vlogah pri tem filmu. Ja, kako ste se pa sploh določili, dodelili vlogo, recimo kdo je imel roko na tem? Verjetno se niste šli audicije ali pač? Ne, audicije nismo imeli, no to sem jaz zbirala, ne, tudi tiste najete igralce, ne, 7 najetih igralcev starejših smo imeli od zdravnikov, ne, do mam, to je bilo vse najeto. Sem preko Facebook skupine, ne, Pozor, snemamo najdla, audicij pa nismo prirejali, no, tudi takrat je bilo tudi korona in vse, ne, in oni so bili iz Ljubljane, nekateri celo iz Maribora, ne, in potem nismo tega se šli. In sem samo zaupala, ne, zaupala sem in na koncu nisem bila res niti z enim razočarana, tako da res je bila sreča na naši strani. In te ste si prvošli lahko samo zato, ker ste imeli veliko denarja, ne? Za film. Ne, denar je dejansko prišel samo iz mojega žepa, no, moja mama mi je malo pomagala z hrano, ki smo imeli na snemanju, no, tako da dejansko sem šla delati preko študenta samo zato, da sem si lahko prvošla ta film, no. In nismo imeli podpore drugih, razen to, da so nam različna podjetja dovolila, da zastonj snemamo pri njih, ne, ker smo študentje. Tako da to je bil res plus. Druga vse, ne, glede igralcev, hrana, potem oprema, za montiranje pa to, ne, tudi glasba, to je bilo tudi ne treba kupiti, to je vse prišlo pač iz mojega lastnega žepa. Dobro, recimo, tudi poznam, kako to gre, ne, tako da bi rekel, če bi šel tak film delati, bi si rezerviral, ne vem, vsaj 50 000 evrov, ne, da bi ga nekako na silo posnel. Zdaj ne bi šli več na ta nivo, da se zbiramo po vasi, kdo bo kaj, ampak koliko je cifra, ki ste jo morali? To še jaz ne vem točno, no, ampak približno bi bilo okrog 3 do 4 jurje. 3 do 4 tisoč, no, to sigurno je. To je za stroške, imamo pa še zelo veliko zaposlenih, ki so pripomorili k temu filmu, tako da. Ne, veliko ljudi je šlo pač na roko, ne, te moji prijatelji, ne, so se zastonj, ne, tudi potni stroški in vse, ne, ni treba dajati. Tako da sem res to zelo hvaležna, no, ker je res, če ne bi bilo veliko več, ne, stroškov. Če bi še glavni igralci, te mladina, ki je bila v filmu, je bila zastonj. Torej je bil, v bistvu finance so bile največji izziv filma, ali se strinjaš s tem, ali še kaj? Ne, najbolj je bila organiziranost, zato ker je toliko ljudi, to je res ogromno. To sem bila res vsak dan na telefonu, ali z direktorji podjetij, ali z igralci, kdaj, kje, kaj bom mogel, ful velike organiziranosti, no, pač prideš pa imaš na mailu ne vem koliko sporočil, ne, včasih me kar panika zagrabila, ker nisem navajena, ampak je šlo, no, sem zdaj res se naučila, no, bolj to, da je vse postopoma, no, da delam in da vsakmu sporočim, ko treba, tako da mislim, da je to no, bilo najbolj težko, zorganizirati vse skupaj. Torej boš naslednji film prepustila organizacijo nekomu drugemu ali boš še zmeraj delala 10 vlog? Ne, prav rekla sem si, naslednjič imam nekoga, ko bo delal samo to. Torej, odgovarjal na maile, na telefonske klice in tako naprej, tako da to ne bo več moje delo. Se popolnoma strinjam, ker se pač v tem trenutku nekje se zgubiš potem, ne? Na koncu začneš sam sebe loviti in vidiš, da ni vredno na koncu, ne? Da nekdo drugi lahko pošlje poskrbi za večinski svoj del, ne? Tako je, da se ti bolj osredotočiš pač na svojo vlogo in to je kot režiser, ne? Torej, tudi eno sceno smo imeli, ne, pred Hoferjem, ko smo snemali in nismo imeli enega človeka, ki bi držal mikrofon in sem ga jaz sama mogla držati, ne? In potem so me igralci spraševali, kaj moram reči, nisem pa mogla še scenarija pred sabo držati, ne, ker imaš mikrofon v roki. In je bilo ful zmeda, tako da sem si prav rekla, ne moreš delati 2 vloge naenkrat. Ja, in tudi priporočam za naprej, ne, da se razbremenite tega, ker za vsako razbremenitivo pač stremimo k boljšemu izdelku, ne. Vsak naj počne svoje in tisto na svojem nivoju. Mogoče še glede zgodbe, videli smo različne zgodbe, ki se
na koncu imajo isti zaključek, ne, isto sporočilo, katera se je vas najbolj dotakla. In povej, ti si bil ključni, ne? Kaj je bilo vprašanje spet? Katera zgodba bi izpostavil v filmu? Kaj je bila tista ključna zgodba, ki jo vidiš ti kot neko nit? Mislim, meni je bilo vida res ekstra, ne, pač tako, ko smo se že naprej na premieri in vse smo se zahvaljevali pač za njegovo sodelovanje, ne, pač meni je bilo fantastično, da se je fant ponudil, da bo posnel pač svojo zgodbo, ne, se pravi, mnogo je zgubo in je mogel celo situacijo, celo sceno je mogel uprizoriti spet, ne. Meni je bilo to pač ekstra, meni se to res dotaknilo, ne, pa še posebej, ko veš, kako je človek pozitiven, pač v življenju, še ko smo snemali, ko smo scene posneli, se je pohecal, kaj je ono, ja, ko mi tukaj noga skrije, pa to pa več nismo scalati smeha, tisto je bilo res ekstra. Drugače pa mislim, ja, večinoma njegova, no, zdaj tisto za mojo, ne, tisto, kar smo naredili, smo vmes, po moje sem polovico improviziral, no, kar je bilo scenarija, drugače pa Marcel pride na snemanje njegovega dela pred kamero kot intervju in vpraša, kakšen je scenarij sada. Ampak res zelo dobro si spelo in svojega čast za tvojo iznajdljivost. Ja, nekaj tazga je bilo, ja. Po mojem je sem pogledala, grdo je rekla, da mi saj povedal 3 besede, približno kam povedal, ja, tu pa tu sem rekla, ok, bom improviziral, in pa sem 5 minut ne govoril, bo sem rekla, ok, tu bo noter, in to je to, no. Tako da, nekako tako je to potekalo. Še kako anekdoto, mogoče Luka, boš ti še kaj iz snemanja, kaj se je tebe, po čem si ti zapomnil snemanje, recimo? Ne vem, jaz sem tudi ful pomagal, tudi pa Revitovi zgodbi, sem držal mikrofon, kaj bilo pa kaj tazga, ne vem. Tam pa tista scena, ko sem jaz umrl, ki sem mogel biti primer, jaz sem to res zaspal. Drugo pa ne vem, če je bilo kaj tazga. Pač ful smo se smejali tudi nasploh, pa smo bili res povezani, ni bilo samo, ok, to moraš posneti in tisto smo posneti, smo se smejali vmes, pogovarjali. Enkrat smo šli še med snemanjem, sem se spomnil, da smo mi bili na Slovenija ima talent gledalci, pa smo se šli gledati na televizijo in smo pustili pol ure filma, pol ure snemanja smo pustili na mer, da smo pol gledali Slovenija ima talent, pa smo šli pa naprej snemati. In to mislim, da je to bilo. Enkrat smo šli z vetrom, enkrat proti vetru, marsikaj smo tudi razbili, da smo mame pustili v solzah, pa špricali smo stene na partijo, ampak bilo je res nepozabno. Tako, ja, bila kar naprej. Super, mislim, da smo nekako povzeli, dobili občutek, kako se snemajo filmi. Očitno ne samo v Beli krajini, ampak tudi na Dolenjskem in Posavju in verjetno v tem rangu, kjer si ga mi privoščimo tudi drugod, ko vsi poskrbijo za vse in ko snemalci, igralci pridejo na snemanje direkt, brez da so pogledali tekst, ampak na koncu se nekako izide vse skupaj. Bi mogoče še kdo od prisotnih kaj vprašal? Ok, se je bilo jasno vidno, kaj smo si ogledali. Imam pa pribeleženo še eno vprašanje za gospo Katarino Plut. Tako da Katarina, kar pridi ti na oder. Gremo. Ona je igrala, je zelo dobro zaigrala mamo, video o mamo, tako da... Gospa Katarina je ne samo sodelovala v tem filmu, ampak že v veliko prizorih na slovenski sceni, v raznih serijah in ostalih igranih delih. Kak je? Kakorkoli, bili ste prisotni tu in tam, ne? A vidimo kako sporednico, ali vidimo razlike med tem načinom dela? Tu smo bili bolj povezani.
Ne? To je res. Ne? Tam prideš, posnameš, pa greš. Ne? Tu smo pa bili, ne vem, že tako je, energija je čist druga. Tako na istih frekvencah smo, ko sem prišla, me je bilo najprej strah. Mislim, to sem imela trema, ampak po 5 minutah tako se mi zdi, kot da sem jih poznala že celo življenje. Na isti frekvenci smo bili naenkrat, čeprav sem jim lahko mama vsem, ne? Starejša od njih in tako da. Bolj smo povezani, ne? Tam prideš, posnameš, pa greš, tukaj pa spoznaš človeka, deliš svoje življenje z njim, tako da oseben stik je tu, ne? In to mi je bilo fajn, ne? In mladi bi mogli, kar se mene tiče, bi mlade mogli dosti bolj podpirati, ker so dosti preslišani, ne? In ne vem, imajo polno idej, vizije, polni so energije in to, kar mi je pa tako presenetilo, pa mi je fajn, točno vejo, kaj so te vrednote v življenju, ne? Vejo, kaj je smisel življenja in mislim, da bi se mi lahko marsikdaj starejši, da jim prisluhnemo se od njih kaj naučili, ne? Tako se mi zdi, da zadnjih, ne vem, desetletje, 20 so bile kritike na račun mladih, milenici to, milenici ono, ne? Ampak mislim, da temu več ni tako, da je nova generacija čisto drugačna. Taka fajna. To so tisti, ki manjkajo ponovadi, ki jih ni. Ja. Mogoče se na tem snemanju še ta razlika, ali ste se vi naučili kaj od njih, ali so oni vas naučili, kak je razlika, ali se naučiš pri profesionalnem filmu več o celoti, ali se naučiš tukaj? Pa nisem ja tukaj sploh profesionalno filmu, ampak ne vem, meni je, rada jih poslušam njihove zgodbe, nasmejali so me ful, ne, tudi če so bile scene krute, take mučni kadri, smo nek hec najdli, ta sproščenost mi je bila ful fajna, ne. In to je to, in tako so povezani so kot družina in tega manjka danes, ne. In fajn je bilo, da se še mladi povežejo z vami, ne, se ste jih tudi povabili, da več jih je skupaj, večje energije, več se naredi, ne vem, po mojem. Mislim, da se strinjamo in da lahko na tej točki zaključimo današnji pogovor. Še zadnja beseda za Saro, jaz bi se pa vsem zahvalil še enkrat in pa hvala ekipi, da ste prišli tudi v Belo krajino, ne? Pa se priporočamo še za naprej, definitivno. No, jaz bi pa zdaj izkoristila, Katarina, da se ti res osebno zahvalim, ker tvoja podpora, nobeden od igralcev ni pokazal take podpore tudi po snemanju filma. Torej res velikrat si napisala, kak se imamo, nisi pozabila na nas, ne? Kak gre s filmom, kdaj bo premiera, po premieri, kako je bil film sprejet, vedno si sprašvala, no? In to res iskreno cenimo, tako da danes imamo tudi eno darilce za tebe, ker si ga več kot zaslužiš. Le je malenkostno, ampak je pomensko, tako da res iskrena hvala za vse, res si odlična. Hvala. Hvala. Zdaj, za konec bi se pa še jaz osebno zahvalila še enkrat vsem vam. In ja, upam, da vas je ta film kaj naučil oziroma sprožil kako dodatno razmišljanje, kajti to je bil naš cilj na samem začetku, ne. Tako da zdaj, če Domen želi še ti kaj povedati za konec, če ne, pa to. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in upam, da se še kdaj vidimo na kakem predvajanju našega drugega filma. Mentorstvo za vodenje današnjega pogovora. Upam, da bo še imel take generacije, ki ne bojo hodili na predavanja. Vam sem pa čestitke za film, za pogum, za voljo, predvsem pa Sari, za ideje. Res mislim, da, kot sem že prej povedala, pri 21 letih pa da tak režijo napišeš kapodel. Hvala lepa, res. Uroš, prijaš bližje? Ali boš
Ja. Tega ne lovi. Kam pičiš ti? Mesto. Kam pičiš? Itka gre. Itak, to si pač imaš, ja. Kako si se danes počutil na odru? Ekstra, ono se je mene bo čisto. Ti je bilo kul? Neč treme? Še kdaj, ja. Ja, zato moraš pa priti ob Brežice, ker tam bo bolj veliki, tam bo 200 ljudi bilo in boš mogel pred 200 ljudmi govoriti. Šel, Kaj? 24. 24. Boš prišel, čeprav si rekel, da ne prideš. Ker bo tale gospod bo tu zrihtal, da celo Brezce pride. Pojdi stran s tem. Ti že znaš, ti to znaš.